še nova 4 leta. Pred podpornike v Palm Beachu na Floridi je Donald Trump v torek zvečer stopil skoliran. To je doslej nevidena zmaga Združenih držav, ki jih čaka zlata doba, so bile prve besede ob njegovem presenetljivo gladkem zmagoslavju. Predvolilne ankete so namreč napovedovale tesen volilni boj vse do konca. A Trump je z ugibanji opravil še preden so se pravzaprav zaprla zadnja volišča. Raziskovalce javnega mnenja je očitno spet presenetila tista velika, a tiha skupina volivcev, ki niti anketarju noče iskreno zaupati, komu bo dala svoj glas. Ne pozabimo, pred 4 leti so Trumpovi podporniki napadli kongres. Zato je v vladajočem diskurzu, ne glede na to, da adekvatne sodbe ni bilo, obveljal za izobčenca. Na videz paradoksalno je, da je multimilijarder po definiciji del establishmenta, toda ker ga ta nikoli ni hotel imeti za svojega, se je prodal za borca zoper elito. Trump je na vzvišene teme rivalke Kamale Harris imel nedvoumne odgovore, marsikdaj tudi v nižjem, lumpen proletarskem jezikovnem registru. Demokracijo uničujejo demokrati, odločanje o splavu je zgolj prepustil zveznim državam, ilegalnih migracij in zastrupljanja ameriške krvi ne bo več, vojne bo končal čez noč. Trump ostaja nepredvidljiv in impulziven. Evropa se lahko boji, da bo krenil na pot izolacionizma, kar pomeni, da bo njena varnost bolj odvisna od nje same. Na dolgi rok pa bi to utegnilo celo biti dobro.